Pozdravljeni, znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Število duše, kaj to je, zakaj to dobro, kako se ga zračuna, kaj za vas sporoča, bomo danes povedali. V numerologiji imamo 5 osebnih numeroloških števil. Ta izračunamo iz imena in priimka kot ob rojstvu, vedno kot ob rojstvu. To je tako podobno kot naša natalna karta pri astrologiji, se pravi, to so podatki, ki so za nas mirodajni, pomembni, ključni in se nikoli ne spremenijo. O tem, kaj to pomeni, ko spremenimo ime, kako nam to lahko ponagaja, sem že govorila, poiščite v mojih preteklih oddajah in prispevkih na internetu. Mi bomo danes pogledali eno izmed teh osebnih števil, ki se mu reče število duše, ki nam razkriva, kaj je tisto, kar naša duša potrebuje. Najbolj nas zanima seveda, kadar govorimo o partnerstvu, o tem, kako gremo s kom skupaj, ne gremo s kom skupaj, ko prepoznavamo, kakšen partner smo, kakšnega partnerja mi potrebujemo, zakaj mogoče druga oseba pa jaz se nikakor ne štekava, ker včasih imamo preprosto drugačne čustvene potrebe, čustven jezik in tako naprej. Tudi to sem že snimala in lahko poiščete. Danes bomo govorili o tem, kaj pravzaprav število duše sporoča vam. Ta oddaja je na sporedu januarja leta 2026, to je bilo leto prelomnic, če boste slučajno jo spremljali kasneje. Se pravi, leto, v katerem je zelo pomembno, da smo zvesti sebi. To je vedno ključnega pomena, ampak v obdobjih, ki simbolizirajo nov začetek, tako kot to je leto 2026, pa je to še toliko bolj važno, ravno zato, ker takrat ustvarjamo sebe bolj pospešeno, bolj močno in za naslednjih 9 let, dragi moji. Tako da, jaz predlagam, da se kar primemo dela. Število duše zračunamo tako, da seštejemo samoglasnike našega imena in priimka kot ob rojstvu do ene same cifre. Namreč, če ste poročene, če morda ste spremenili ime iz takšnih ali drugačnih razlogov, se vemo pri posvojitvi, pri ločitvi, včasih je tudi to osebna izbira. Dajte iz radovednosti izračunati tudi novo število duše, včasih je tam res tisti najbolj ključni element, ki včasih ponagaja ali pa nas okrepi. Določene veje numerologije pravijo, da število duše, zato ker pravzaprav opisuje esenco naše duše, ki je večna, se pojavi enako v vsakem življenju. Se pravi, predvidevati je, če rečemo, da reinkarnacija obstaja, da tudi v prejšnjih življenjih ste imeli enako število duše. Se pravi, napišite svoje ime in priimek kot ob rojstvu na en list in pod samoglasnike podpišite njihovo vrednost, ki jo vidite že zdaj na zaslonu. Jaz dam vedno za primer Ano Novak, jaz upam, da kakšna Ana Novak po Sloveniji hodi in da se bova nekoč že spoznali. Jaz vam priporočam, da kar na tej točki ustavite video, če potrebujete malo več časa. Toliko časa seštevate, da dobite eno samo cifro. Če je prvi seštevek 11, če je prvi seštevek 22, 33, 66, 99, govorimo o mojstrskih zapisih, tudi o tem sem že govorila. Če je 13, 14, 16 ali 19, govorimo o karmičnih zapisih. Karmične zapise bomo danes pogledali, mojstrske pa bom spodaj pod oddajo podpisala, da ne bo popolnoma predolga. Torej, kar pojdimo. Število duše 1. Vaše srce vam sporoča, da pravzaprav ste vi tisti, ki je velikokrat v življenju postavljen v vlogo voditelja, kar pomeni, da v odnosih nekako vaša okolica od vas pričakuje, ne da ste čustveno hladni, ampak da ste samostojni. Kar pomeni, da verjetno že zelo mladi ste začeli razmišljati s svojo glavo, morda že zelo mladi ste počeli stvari na svoj način. V partnerskih odnosih in tudi sicer pa potrebujete imeti občutek samostojnosti. Se pravi, če imate otroka, ki ima število duše 1, to pomeni, da rabi imeti občutek neke debate v stvareh in ni ravno najbolj vodljiv otrok. Vaše srce vam sporoča, da je prav, da sledite sebi, sporoča vam, da ste vi tisti, ki je vodja svojega življenja, da včasih, kadar ste pod stresom, se najbolje počutite ravno sami oziroma obdani z osebami, ki so sposobne. Torej, število duše 1 so osebe, ki so podjetne, ki ko čutijo naklonjenost do nekoga, to tudi znajo pokazati. Zato je moje vprašanje vam pravzaprav, ali znate to isto pozornost pokazati sebi? Torej, vaše srce vam sporoča, da bodite, kdor ste, karkoli to pomeni. In to nam sporoča vsem.
ne glede na naše število duše, vam pa še posebej, da bodite v situacijah, kjer ste lahko neodvisni. Ne glede na to, ali govorimo o partnerskem odnosu, prijateljskih odnosih, sodelovanju v službi, med sosedi, itd. Ta občutek, da od nikogar niste odvisni, je tisti, ki je poglavitnega pomena pri vas. Vaše srce vam sporoča, da ste več kot sposobni, več kot močni, več kot the shit, bi rekli mladi. Tako da bodite ponosni na sebe tudi takrat, kadar ste morda počasni, kadar ste morda utrujeni. No, število duše 2 pa simbolizira povezanost, sodelovanje. Taka senzibilna bitja ste. Ste osebe, ki znate začutiti stisko drugega človeka, živalice, rastlinice zelo hitro. Sploh, če imate seštevek 11-2. To pomeni, da velikokrat potem tudi sebe nekako postavljate na stranski tir. Velik izziv za število duše 2 je vsekakor izraziti svoje mnenje, kadar se sogovornik z njo ne strinja, ker ne želite nekoga prizadeti. Zelo pomembno pa je, da sebe s tem ne izničujete. Nekaj je, da se ne boste kregali z nekom, ki recimo ima rad blond Barbie, da so tudi črne Barbie lepe. Nekaj popolnoma drugega pa je mogoče kakšna malo bolj resnobna tema, kjer pa pravzaprav lahko govorimo že kar o zaveščanju. Vaše srce vam sporoča, da ste čudovit prijatelj, čudovit sogovornik, čudovit, strpen, potrpežljiv človeček. Vaše srce vam sporoča, da si zaslužite v svoji bližini osebe, ki so vam podobne in vas bodo posledično razumele in podpirale. Za število duše 2 je značilno, da se izogiba konfliktu, agresivnim situacijam, vsem tistim odnosom, kjer morda se je treba dokazovati. Se pravi, neke hude tekmovalnosti, ko govorimo o tistih res najbolj globokih odnosih, si ne želite. Tukaj bi opozorila, mogoče imate število duše 2, pa imate število življenjske poti 8 ali 1, kar pomeni, da boste v poslu zelo prodorni, ampak ko pa govorimo o odnosih z najdražjimi, ste pa zelo mehki. Ste pa tak mehak medvedek noter. Iščite ljudi, ki potrebujejo to mehkobo in, dragi moji, srce vam želi povedati, da bodite vi prvi, komor to mehkobo, toplino, strpnost in potrpežljivost pravzaprav darujete in šele potem drugim. Število duše 3. Drage trojkice, jaz vedno govorim, ko ste vi zaljubljene, slišite travo rast, zelo močno doživljate stvari, zelo intenzivno jih doživljate. Zato mogoče sem ter tja rečejo, da delate dramo, da mogoče preveč si k srcu jemljete stvari, da ste mogoče ranljive, občutljive in tako naprej. Vaše srce pa vam sporoča, da ne. Da to ne obstaja. Ne moramo biti preveč ranljivi, občutljivi in tako naprej. Kajti alternativa temu je pravzaprav, bom si rekla, kamen. In torej, vaše srce vam sporoča, da bodite barviti v svojem doživljanju in da iščite osebe, ki so podobno kreativne. Jaz si mislim, da imate zelo specifičen smisel za humor, kar pomeni, da ga ravno vsak v vašem življenju ne razume. In predvsem zelo, zelo čisto dušico, ki si želi lepih stvari, ki želi darovati lepe stvari, ki želi negovati osebe, svet okoli sebe. Kar pomeni pa tudi, da velikokrat vidite potencial v drugih in se malo pečete, ker verjamete v potencial. Se pravi, vaše srce vam sporoča, bodite kreativne, izražajte svoje čustva, izražajte sebe na polno, bodite kot svetilnik, sijte, da vas bodo našli tisti, ki so podobni vam, z enakim smislom za humor, z enako potrebo po izražanju, z enako tudi čistostjo v duši, ki ne razume vojne, lakote, žlehtnobe in vedno znova nekako glihajte svojo domišljijo v plus, kajti škodoželjno se vseeno lahko razvije, če ste preveč prizadeti. Srce vam sporoča, da ste čudoviti, da ste lučka, da zato previdno izbirajte, s kom delite to svojo luč. Previdno izbirajte, komu odprete svoje srce in da pravzaprav gledajte, kateri ljudje so v duši dobri in čisti. Število duše 4. Drage moje štirice, zelo ste zanesljive. Veste tisti tip človeka, ki ko nekaj obljubi, potem kar malo travmira, če tega ne izpolni.
Ko govorimo o čustveni plati življenja, ste praktični, se pravi, vi boste mogoče podarili toaster namesto plišastih medvedkov, ker si želite, da so stvari vendarle uporabne, trajne in podobno doživljate tudi odnose. Se pravi, zgodi se, da včasih vztrajate tam, kjer že dolgo ni dobro za vas, ampak zato, ker še vedno vidite nek smisel v tem odnosu, predvsem v partnerskih, tudi prijateljskih, tudi v službi. Dokler vidite nek premik, neke temelje, ste še vedno tam. Vaše srce vam sporoča, da to ni vedno najboljša odločitev, da to ni vedno najboljša izbira, da okoli nas je toliko možnosti, ljudi, priložnosti za srečo in da ljudje se spreminjamo. Je že res, da ste vi zelo zakoreninjeni v svojem načinu delovanja, da včasih potrebujete svoj čas, da se spremenite, potrebujete svoj čas, da nekaj mogoče tudi se odločite, ampak da definitivno okoli nas so ljudje, ki vam niso podobni, se pravi, niso enako zanesljivi, enako pošteni, nimajo istih vrednot, torej tudi njihova dejanja ne bodo podobna vašim. Vaše srce vam sporoča, da ne ocenjujte sebe na podlagi dejanj, odločitev, besed, gest in življenj drugih ljudi, ampak samo na sebi. In da vztrajate tam, kjer se resnično počutite varni. Se pravi, ne nujno nahajpani, ne nujno 30 metrov nad tlemi, ampak tam, kjer se počutite varni, mirni, močni. Ne tam, kjer je že vse umrlo in se zato tako počutite, ampak tam, kjer resnično vidite, da odnos raste, se razvija in se nadalje povezuje. Število duše 5. Drage moje petke, ve pa ste strastne. Ve pa ste strastne, dinamične, spontane in vaše srce vam sporoča, super, ampak vseeno po pameti. Spravi, ne skočiti v vodo, dokler ne veste, kako globoka je, kar pomeni isto za odnose. Včasih zelo hitro odprete svoje srce, včasih zelo hitro spustite blizu, včasih jo tudi hitro ucvirnete potem stran, kajti stvari so postale premočne, pregloboke, preveč vsega prehitro. Torej, vaše srce vam sporoča, uživajte v vsem, kar v vas zbuja ogenjček. V vsem, kar v vas prebuja strast. To ni nujno partnerstvo, to ni nujno, bom kar direktno rekla, spolnost. To je lahko tudi šport, to so lahko vaši konjički, to so lahko ljudje, s katerimi uživate. Ko pa govorimo o resnični tisti globoki predanosti, pa vseeno s kančkom previdnosti, so ljudje, ki mogoče delujejo strašno odprti, strašno spontani, pa potem, ko jih spoznamo, ugotovimo, da to je samo njihovo mnenje o sebi. In da pravzaprav so morda na tem področju šele začetniki, medtem ko vi to že obvladate. Torej, drage moje petke, bodite vi tisti, ki ste odprti, ki ste spontani, ki nam pomagate vsem ostalim pokukati iz cone udobja, vsekakor pa sem ter tja stopite v cono udobja tudi vi. Vaše srce vam sporoča, da z vami ni nič narobe, se pravi, če vas obsojajo zato, ker ste odprti in spontani, preprosto poiščite osebe, ki so vam podobne. To je čarobna formula za vse nas. Poiščite osebe, ki so enako pustolovske, enako spontane in če sebe v tem opisu slučajno ne najdete, se vprašajte, kje točno je bilo to z vzgojo ali z nekim večjim razočaranjem v življenju uničeno. Kajti to ste vi, svobodni vetrček. Število duše 6. Drage šestice, romantične, predane družini, predane domu, čustvene, materinske, zaščitniške, do te mere, da vam srce sporoča, ejla, nase pa ne pozabiti. Ne bodite vedno ve na drugem mestu, ma ne drugem, 6. mestu. Ne bodite vedno ve tiste, ki je kot mama koklja, ki vse zaščiti in potem pokasira vas dež in točo in sneg in mraz. Ne bodite vedno ve tiste mame medvedke, ki se podajo v srdit boj, kajti ni vsaka oseba v vašem življenju vaš medvedji mladiček. Velikokrat se zgodi, da v vaši bližini so osebe, ki potrebujejo sočutje, ki potrebujejo zaščito, ki potrebujejo ta varen prostor. In še večkrat se zgodi, da se te osebe na to navadijo in vas začnejo izkoriščati. A vam zveni kaj poznano, drage moje šestke? Torej, drage šestice, vaše srce vam sporoča, da ste prečudovite, da ne glede na vaš spol ste izjemno ženstvene
izjemno senzibilne, da imate nenormalen občutek za estetiko, lepoto, čarobnost, pravličnost, ta materinski negovalni čut. Zelo pomembno pa je, da svojih biserov ne dajete svinjam. Predvsem, kadar govorimo o številu duše 6. Toliko lepe energije ste nabirali, negovali, dajali tekom stoletij. Verjamem, da ste bili velikokrat razočarani. In morda je ravno zdaj, 2026, ker je 6 na koncu, čas, da to uravnovesite. Število 6 uravnoveša. Če si šestico predstavljamo kot košarico, polagajte noter osebe, odnose, hrano, navade, okolje, ki vas krepi. Bodite v prvi vrsti ta mama medvedka in mama koklja zase. Število duše 7. Drage sedmice, resnica je pa tista, ki je ta glavna, je res? Vse lažje prenesete, dokler veste, zakaj se gre. Dokler je resnica tista, ki je prva. Dokler vam nekdo pove, če tudi vam nekaj ni všeč na spoštljiv način. Dokler imamo neke argumente. Velikokrat v odnosih, jaz bom zdaj tako rekla, klasična numerologija uči takole. Število duše 7 naj bi bili čustveni puščavniki, se pravi osebe, ki ne potrebujejo ful interakcije, so celo morda nekoliko introvertirane, se pravi osebe, ki bi lahko komot bile znanstvenik v svojem laboratoriju, ki bi sem ter tja naročil volt, osebe kot duhovniki, ki so večino časa, ali menihi, ki so večino časa v meditaciji, v molitvi, v tišini. Jaz se s tem, moram reči, malček ne strinjam, kajti vseeno v teh 20 plus letih dela z vami vidim, da pravzaprav število duše 7 se odpre, ko se počuti varno. Na kratko povedano, če komplicirate na polno, pomeni, da je tista druga oseba ali ta odnos ali ta situacija za vas zelo pomembna. To je značilno za sedmice, jaz imam tudi število duše 7, ko začnemo mahati z rokami in kompliciramo in nič ni dovolj dobro, ko nam nobena cunja ne paše, nič ni dovolj dobro skuhano itd. Takrat pomeni, da imamo na drugi strani osebo, ki je za nas ključna. Zelo pomembno pa je, in ker vam vaše srce sporoča, pa je, da do sebe niste prestroge, niste prezahtevne, da si date čas za učenje, da si date čas za spoznavanje, predvsem samski, lepo prosim, vzemite si čas, da drugo osebo spoznate, s tem ni nič narobe, ne se na sile odpirati in ko potrebujete svoj odmik, to primerno skomunicirajte in si dejansko res vzemite ta čas, ki ga potrebujete, da v tišini s svojimi mislivi, s svojim hrčkom resnično stvari zanalizirate. Število duše 8. Drage osmice, ja, ve pa znate dati vetra. Tako bom rekla, zelo močne osebnosti, zato vas je zelo težko čustveno manipulirati. Si bom pa drznila reči, da morda včasih ve ne vidite, da v svoji zagnanosti, v svoji vnemi, v svoji intenzivni energiji, ki jo imate, ste zelo magnetni. Kar pomeni, da kar za seboj potegnete ljudi. Vi boste kupili recimo tale obesek in bo toliko top in boste toliko sijali s tem obeskom, da bo okolica stremela za istim obeskom. Lahko se zgodi, glede na vsa vaša ostala števila, da vam sem ter tja ego nagaja, kot nam vsem. Če pa imate osmico, enko in še določena druga števila zelo močno prisotna, se lahko zgodi, da pravzaprav ta vnema, ki jo vi čutite, postane lahko ena izmed oblik manipulacije, ki je nenamerna. Si mislim, da zelo močno doživljate sebe, da tudi sebe zelo kritizirate, kadar vam nekaj ne uspe. Se pravi, vam pravzaprav vaše srce sporoča sledeče. Vaši dosežki, status, to, kar ste vi sposobni, niste vi. Sposobni ste marsičesa, vi ste rojeni za uspeh, rojeni ste za to, da manifestirate, da premikate meje možnega za sebe in še za koga drugega, zato pa je ta poriv, da potegnete ljudi za seboj. Ampak pravzaprav vaša naloga je uživati v življenju in biti ponosni nase, tudi takrat, kadar imate občutek, da ste totalno nesposobni. Tudi takrat, kadar imate občutek, da se vam stvari niso posrečile, da niste dosegali tiste ravni, za katero vi veste, da je možna. To je tisto, kar je ključnega pomena. Ni vam treba biti v vsaki situaciji vedno najboljši, najbolj hitri. Vedno pa je potrebno, da ste pravzaprav vi.
In že število duše 9, drage devetke, dušice sočutja. Dušice, ki večinoma so štartale življenje z čustveno zrelostnimi izzivi, se pravi pričakovati je, da na nek način ste morda celo malo bolj čustveno zreli kot vaši starši ali malo bolj, kako bom rekla, vi ste duše zdraviteljice, malo bolj zdravilni za okolico. Velikokrat ste postavljeni v situacijo, ko ste vi pravzaprav starš vašemu staršu, ko se zdi, da ste vi nekako tisti, ki njih vzgaja, ne obratno, in tudi sicer velikokrat v življenju bo tako. Veliko ljudi se bo pojavljalo v vašem življenju, ki bodo pravzaprav tam zato, ker ste vi njihov učitelj, zdravitelj, tista modra duša. Torej, če se kadarkoli sprašujete, od kje vsi ti pacienti v vašem lifeu, od tle. Kadarkoli to rečem na svetovanju, se mi ponavadi osebe z vašim številom duše nasmejajo, pa rečejo, sam res? Tako da ne prevzemajte na sebe odgovornosti za druge, njihove nezrelosti. Če ste učitelj in dober učitelj ne bo nikoli ujčkal tega, kar pravzaprav uči, oziroma obratnega od tega, kar pravzaprav uči. Kar ne pomeni, da ste vi čustveno nezreli, lahko pa se zgodi, da če ste preobremenjeni, da enostavno ne zmorete te zrelosti več. S čimer ni nič narobe, to pomeni, da ste v svojem lastnem procesu, da nekako ste v svoji lastni preobrazbi, prav pa je, da te osnove, prav osnove sočutja namenite tudi sebi. Se pravi, srce vam sporoča, da bodite v prvi vrsti sočutni in razumevajoči tudi do sebe, ne samo do sveta, in da ne preveč posploševati. Če se vam je enkrat nekaj ponesrečilo, ne pomeni, da se vam bo vedno. Ne pomeni, da so vse hruške gnile, da so vsi šefi takšni, kot je bil ta prvi. Se pravi, raziskujte prav vsako osebo, prav vsako situacijo znova. Tako, to je bilo od 1 do 9. Zgodi pa se, da imamo seštevek samoglasnikov karmičen. To smo rekli je 13. 13 pomeni pravzaprav, da se učite lastne vrednosti. 13 pomeni, da v vašem življenju bodo situacije, v katerih se bo od vas zahtevalo preveč, se bo od vas zahtevala ponižnost, se bo od vas zahtevalo, da niste zvesti sebi, da ubogate druge. Ključ ven iz te 13.4 ni, da sebe totalno podredite. Jaz se bom zdaj malo pohecala. Če bi bila vaša karma tako zelo huda, se ne bi rodili tukaj, zdajle, v vlogi, ki jo imamo, ki načeloma je svobodna. Rodili bi se kot suženj, kjer ne bi sploh imeli izbire česarkoli. Torej, če rečemo, da ste se rodili z izbiro, naj bo ta izbira v vsakem trenutku poštena, marljiva, korektna do vseh. Se pravi, tudi do vas. 14.5. 14.5 v številu duše je pa takole. V kombinaciji z določenimi drugimi osebnimi števili velikokrat lahko kaže tudi na izzive, z temu, da se obvežemo, da vztrajamo, ko nam ni všeč, da resnično premagamo skušnjave, ki jih bo kar nekaj, drage moje. Tisti, ki imate 14.5, skušnjave se bodo kar vrstile v vašem življenju. Nekateri numerologi to povezujejo z nezvestobo. To zdaj ne pomeni, če ima nekdo 14.5, da je nezvest. To pomeni, da se bodo te lekcije pred to osebo postavile. Da ne bi vsi tisti, ki ste mogoče pri svojih partnerjih to najdli, takoj klicali: poslušaj, sem zdaj Lili poslušala in ona je rekla in ti meni zihar nisi zvest. To je ena izmed stvari, katere se te osebe učijo. Vztrajati takrat, kadar jim nekaj ni prav, ne pobegniti stran, se pravi, noben mehanizem bega tukaj naj ne bi bil prisoten. 16.7. 16.7 je izjemno stroga sama do sebe, zelo težko samo sebe pohvali, zato tudi prikliče okolico in osebe, ki so stroge do nje, ki jo ne pohvalijo, ki najdejo tisto, kar je narobe, pa še kaj za zraven. Se pravi, 16.7 je eno izmed najbolj zahtevnih karmičnih zapisov v položaju števila duše, ker pomeni, da zelo radi razvrednotimo vse, kar smo naredili. Zelo hitro razvrednotimo sebe, svoje dosežke, svoje znanje. Bistvo je vaša suverenost. Bistvo je, da ste resnicoljubni v vsakem trenutku. Če resnica boli, prizadene, itd. To je zelo pomembno in zelo pomembno je, da resnico zahtevate tudi od drugih. Se pravi, ne da ste samo vi tisti, ki ste sami do sebe izjemno strogi, zahtevni, res iz grozljivke mačeha, niti ne iz kakšne pravljice, ampak da zbalansirate to zahtevnost in nek nivo od sebe in od drugih.
19.1 je eden izmed najbolj karmičnih zapisov, kadarkoli se pojavi v številu duše. To pomeni, da ta oseba se bo soočala z velikimi izzivi v življenju, lastne vrednosti, da včasih se bo to lahko razumelo tudi strani drugih kot aroganca, da to včasih je obrambni mehanizem, da včasih si zelo želijo dokazati, da znajo, da oni so sposobni, velikokrat imajo občutek, da so sami za vse, da so sami na svetu, da nikogar nimajo. Se pravi, zelo je pomembno, da s temi osebami ravnamo z mehkobo, ampak tudi, da postavljamo meje. Se pravi, če imate vi 19.1, zelo pomembno je, da se zavedamo, kaj so tiste prave vrline, vrednote v življenju, ki niso na bančnem računu in v zlatih palcah. Torej, da vedno znova se zavedamo, da ste vi darilo takšni, kot ste, da ne rabite ničesar dosegati in obenem, da ne rabite nikogar drugega, komandirati. Ok, to so bili zdaj tudi karmični zapisi. Za mojstrske zapise velja sledeče. 11, 22, 33 in tako naprej do 99, višja ta števila so običajno kar redkost. Velikokrat se soočate z izzivi, ki so zelo zahtevni. Velikokrat se soočate z izzivi, ki se zdijo tudi krivični. Če rečemo, da ste stara duša, da ste na poti mojstrstva, dajte to vzeti kot tisti zadnji izpit. Najtežji izpit. Ko vas življenje, vesolje, Bog, vaši vodniki, vi sami pravzaprav testira, ali je to, ali boste popustili. Ali se boste podredili, ali boste nekako zvodeneli, ali boste čez vse te izzive, težje odnose. Vi šele imate paciente v življenju, to smo omenjali pri številu duše 9. Šli s pokončno glavo, vztrajali v svoji integriteti, vztrajali v ljubezni, vztrajali v potrpežljivosti in vseeno postavili mejo ali ne. To je bistvenega pomena za prav vse mojstrske zapise, zato vas ne bi zmedla s posameznimi in posamičnimi opisi. Bi pa za vse nas rekla takole. Naša duša, večna ali ne, naše srce je tisto, ki nam sporoča njene uvide. Naš je povezan z egom, je povezan s strahom. Naše srce je povezano z intuicijo, ki je vedno mirna. Intuicija je tista, ki nam prinese informacijo. Čeprav nam mogoče ta informacija ni všeč in potem nas srce boli, ampak tista informacija je v osnovi mirna. Iščite odnose, kjer ste mirni, kjer ste varni, ne zdolgočaseni, ne odnose, ki so že umrli, pa ste zato mirni, ker ste napol mrtvi, ampak odnose, kjer ste vi resnično vi. In jaz upam, da vam je tale razlaga števila duše prinesla en nižen opomnik za dneve, ki prihajajo, ki nam vedno, res ne glede na to, smo 2026, smo 3026, vedno nam prinašajo možnost novega začetka in tega, da stvari počnemo drugače. Počnite stvari tako, da je za vas dobro, dragi moji. Pošiljam vam en velik objemček in vam želim čudovite trenutke sami s seboj in pod tem svetom.